Smo v decembru in tudi letos smo v Radovljici poskrbeli za praznično okrasitev. Idejno zasnovo je naredila Natalija Černe iz Turizma Radovljica. Seveda pa so ji pri tem pomagali tudi mojstri tako pletarske obrti kot tudi samega krašenja mesta. No, naj povem, da je tema letošnje okrasitve prav tradicija pletarstva, ki se je v Radovljici začela nekako leta 1908. Takrat je bila prav v Greščini ustanovljena pletarska šola, državna pletarska šola, ki je bila tukaj nekako do leta 1935. No, po tem času so to tradicijo pletarstva nadaljevali maloštevilni mojstri, med njimi najbolj znan je bil gospod Marjan Golmajer. No in prav pri njem se je teh veščin pletarstva naučila Tanja Legat, ki je za okrasitev mestnega jedra Radovljice letos naredila vse izdelke iz vrbja in šibja. Pri tem je sodelovala tudi gospa Sabina Šegula, ki z nami tradicionalno že sodeluje pri decembrski okrasitvi mesta. No, naj povem, da letos kljub tem razmeram smo pripravili decembrsko dogodivščino za naše najmlajše, za družine, ki bodo prihajale v mesto. Poimenovali smo jo Potep k Vilinskemu gozdu oziroma drevesu. No, pred našim turističnim informacijskim centrom se nahajajo brezplačni letaki z vsemi potrebnimi informacijami, katere točke v mestu obiskati, se vmes naučiti tudi kaj novega. No, dogodivščina pa se konča v Grajskem parku, kjer lahko otroci drevesnim vilam zaupajo svoje skrite želje. Jaz sem prepričana, da bodo prazniki drugačni seveda, ampak kljub temu prijetni tudi z obiskom našega mesta. Za konec bi rada voščila vsem vesel Božič in pa predvsem zdravo in srečno 2021.